Ja, velikokrat smo se poslužili kakšnih takšnih trikov, recimo na velikih tekmovanjih je vedno motivacija zelo velika, ne, in zaradi stresa, zaradi mogoče nekih poškodb ali pa česarkoli pride tudi do trenutka, ko prenehaš verjeti v to, da lahko narediš rezultat. Takrat vedno iščemo neke posebne motivacijske vzvode, recimo kaj bi si želel dokazati, ne vem, svojemu očetu, ki ni več med živimi, recimo, ali pa kaj bi poskušal podariti, ne vem, svojemu otroku, ki se ti je pravkar rodil, ne, pa bi rad, da odnese nekaj tvojega, se pravi, takrat smo vedno poskušali poiskati neko motivacijo znotraj bližnjih, ki so nam veliko pomenili, recimo to je bil eden izmed izzivov, ko smo se z odbojkarsko reprezentanco pripravljali na evropsko prvenstvo, kjer so potem osvojili srebrno medaljo. Takrat smo absolutno vsi poiskali cilj za nekoga, ki ga ni več med nami, pa mu je to, da so se oni ukvarjali z odbojko, veliko pomenilo. In seveda skozi te motive smo poskušali poiskati že vnaprej, seveda za trenutke, ko nam ne gre dobro, ko smo motivacijsko padli, ko smo, ne vem, realizacijsko padli. To so bili tisti vzvodi, ki so nam takrat pomagali, da smo počrpali še en del energije, za katero mogoče nismo vedeli več, da obstaja.